mislim, da se je pokazalo, da je znanost ekstremno pomembna za vse nas. Ne. Zdaj, če bi imeli cepivo, recimo tega problema s koronavirusom, sploh ne bi bilo treba nobenih ukrepov sprejemati, če bi imeli cepivo. Žal ga nimamo, dalo bi se celo narediti sorodna cepiva že prej iz tega SARS-a, iz virusa SARS-a, tako da bi imeli vsaj nekaj, ampak žal je bilo pač premalo razumevanja za ta opozorila. Se pravi, znanost je tu res ključna in če ji damo dovolj veliko pozornost, nam pomaga rešiti probleme. Tega se ne zavedamo v običajnem življenju, ampak dejansko je tako. Ne. Tudi sedaj recimo lahko rečem, da na inštitutu Jožef Štefan okrog 10 skupin intenzivno dela na raziskovanju virusa, še večje število dela pa potem še na drugih inštitucijah, ki jih pa nekoliko manj poznam, zato ker sem sam z inštituta Jožef Štefan. Torej lahko rečem, da v naši ožji skupini se ukvarjamo predvsem z raziskavami, kaj vpliva na širjenje virusa, kateri ukrepi so učinkoviti, kateri ne. To dela skupina 8 ljudi že 3 tedne in verjetno bomo še nekaj časa delali, ker se informacije zelo hitro spreminjajo. Ampak kar nekaj ugotovitev je, oziroma je pa že znanih s pomočjo študij, smo uspeli ugotoviti, da recimo maske pomagajo, kar se tudi sicer ve, pa marsikaj drugega, da je pomembno zračenje in tako dalje. Skratka, znanost je pokazala, oziroma ta sedanja situacija, problem je pokazal, kako ključnega pomena je znanost, česar se običajno ne zavedamo. Je pa res, da je pa ta problem povzročil vrsto težav v znanosti. Recimo primer so projekti, ki jih je treba končati, sporočila končati približno v sedanjem roku in konkretno v naši skupini poznam zelo dobro en tak primer, ko bi morali zaključiti projekt v roku 14 dni in pisati 60 000 evrov na relativno majhno skupino ljudi, kar je nemogoče. Prej se pa tega ni dalo narediti zaradi koronavirusa, zaradi usklajevanja zakonodaj v raznih državah Evrope, glede varovanja zdravstvenih podatkov, glede informacijskih pooblaščencev in tako naprej, ker so se zakoni stalno spreminjali. In podobnih problemih so nekatera ministrstva res idealno reagirala, ARRS, Evropska unija je dala navodila, da se lotimo raziskav koronavirusa in da pač malce podložimo te probleme, da se bo že uredilo to. No in večina teh ljudi v vladi, na ministrstvih je res to nam šla na poti, skupaj rešujemo probleme, se pa najdejo kar neki ljudje in konkretno pri tem projektu Batman je natanko tako, da je treba do zadnje sekunde, do zadnje pikice se držati navodil, ali pa ne bomo dobili sredstev in čeprav bo mogoče padel evropski projekt za ne vem koliko udeležencev iz cele Evrope, ampak ne, treba se držati ali pa nič. Ne. Ni nobene višje sile, ni nobenega mehanizma, čeprav so drugi ljudje v drugih sorodnih ministrstvih ta problem brez problema razrešili. In je to pravzaprav neverjetno, da smo odvisni od enega posameznika na enem ministrstvu in si samo želimo, da bi tu vlada nekako za celotno področje, ne samo znanosti, ampak tudi visokega šolstva, kulture, izobraževanja in tako naprej, da bi za vse, recimo z predlogom, da se za 2 meseca podaljša poročanje, bi se veliko nepotrebnih problemov izognili.